Spoštovane cvetnice, spoštovani cvetniki, gospod župan, predstavniki vaških odborov, predsednik nadzornega odbora, prav lep pozdrav na današnji 21. redni seji občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Prav tako vam želim veliko uspehov oziroma veliko energije po dopustih, da bomo lahko dobro delali za dobrobit naše občine. Glede na to, da ugotavljam, da so vsa sedeža zasedena, smo polnoštevilčni oziroma sklepčni, tako da smo dejansko prvo točko tudi obdelali. Prehajamo pa na drugo točko, in sicer obravnava in sprejem dnevnega reda. Kot ste že zasledili, ste dobili med gradivom na mizi gradivo, katero se bo navezovalo na 5. točko, in tukaj imam predlog o umiku predlagane 5. točke, katera se je vezala na spremembo in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, skrajšan postopek. Zaradi nomotehničnih sprememb, ki jih je podala mestna občina Maribor, umikamo točko z dnevnega reda. Gradivo pa bomo obravnavali na naslednji seji. Kot sem pa povedal, imate pa na mizi gradivo, katero bi umestili na mesto prej napovedane točke, in sicer pravila za izvolitev predstavnikov občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta. To gradivo je prišlo na občino dejansko ta teden in tudi ni bilo možno kako drugače nasloviti oziroma dostaviti nam svetnikom. Predlagan dnevni red z predlagano spremembo dajem v razpravo. Vkolikor ni razprave, prosim, da kdor je za takšen predlagan dnevni red 21. redne seje, da z dvigom rok tudi potrdi. Hvala lepa, soglasno sprejeto. Prehajamo na 3. točko, in sicer potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje, 4. dopisne seje in 5. dopisne seje in pregled uresničevanja sklepov. Tudi ti zapisniki so bili posredovani v gradivo. Odpiram razpravo na vse 3 omenjene zapisnike. Toliko razprave ni. Prosim, da v paketu potrdimo vse 3 zapisnike 2 korespondenčnih sej in eno zapisnik redne seje, da kdor je za, prosim, da z dvigom rok tudi potrdimo. Hvala lepa, soglasno potrjeno. Prihajamo na 4. točko, in sicer informacije župana. Prosim, gospod župan. Hvala, podžupan, za besedo. Vsem svetnikom, svetnicam želim res prijeten dober dan. Nadzorni odbor, občinska uprava, predstavnik vaškega odbora, dobrodošli na prvi seji po naših dopustih, koliko so pač bili. Jaz bi zdaj v točki informacije župana pač začel s tem, kar se zdaj zadnji čas največ ukvarjamo, se pravi z Selnico ob Dravi, z samim centrom v Selnici, ker kot vidite potekajo zadnja dela v smislu, v ciljem zaključka te naše skupne investicije z državo. Mogoče bi zdaj lahko tudi rekli, da od začetka so dela tekla počasi, s tem, da so bila počasi z malo ljudmi, z malo aktivnostmi, tako da smo morali tudi skupaj z direkcijo za ceste sprejeti aneks, s tem smo tudi lahko jim dali rok, smo tudi rok zamaknili v bistvu za mesec dni. Tako da oni morajo v glavnem izvajalci končati, kar se tiče CSG 1.1 do konc tega meseca, se pravi, imajo samo še nekaj dni. V vsakem primeru pa, kar se tiče asfaltne prevleke, vidite, da je zaključena v glavnem, zdaj se delajo pa hodniki. Tu v samem centru Selnice, kot vidite, ni asfalta, tu pridejo tlakovci, tako da tudi zaradi tega mogoče, ker je dosti vprašanj bilo, da niso skupaj potegnili. Jaz bi samo to povedal, da po vsej verjetnosti
jaz sem v celoti osebno zadovoljen, vsekakor pa glede na to, da so dela res potekajo dolgo, ampak to so dela, ki so se delajo enkrat na 20, pa še več, v 30 let, je pač to takšno stanje. V izgovor izvajalcem bi lahko predvsem to povedal, da ko smo začeli cesto odpirati tam gor pri šoli, pa gor skoraj do zgornje črpalke, je bilo veliko komunalnih infrastrukturnih objektov, kablov, odvodnjavanja, cevi, skratka, takšnih nepredvidenih izkopov in smo morali pač potem vse narediti. Istočasno bi povedal, da smo mi od Šolske ulice dol skozi morali potegniti čisto novo meteorno kanalizacijo, kajti stara meteorna kanalizacija se je vsa stekala v našo fekalno kanalizacijo, kar pomeni tudi ogromne količine vode za očistiti, se pravi, je šlo na našo novo čistilno napravo, kar je imelo za posledico tisti, ko boste vedeli, moče se spomnite, ko smo sprejeli v našem proračunu, da smo plačali, občina krije vse stroške z meteorno kanalizacijo, kar pa pomeni na letni ravni kar veliki zalogaj. Letošnje leto bomo za ta del, ko smo rekli, da ne bomo obremenjevali občanov in občank, nam znese približno 50.000 evrov, tako da boste vedeli, kakšne sredstva se to pojavljajo. V drugih občinah razmišljajo o nekem davku na dež, pač mi tega ne bomo vedeli, ampak bomo poskušali ljudi, občane osveščiti, da pač vse svoje meteorne vode, ker imamo mešano kanalizacijo, pač poskušajo čim prej, ki je pač možno, ki ni možno, bomo skupaj rešili, spravijo vse v potok ali pa kakšno drugo zadevo, da ne bo šla skupaj z fekalijo v čistilno napravo. Istočasno, kot vidite, imamo tudi zdaj, usklajujemo vstop v naš center Selnice po drugi poti, tudi zdaj se že mogoče tudi vidi, kako bo to potekalo, se pravi, pred starim stopniščem bo vstop in izstop iz Selnice obojsmerno. Istočasno pa tudi bi povedal, ker je bilo že tudi na SPV-ju, so me dali pobudo vprašanje, bomo mi v naslednjih 10 dni pa 14 dni poslali vsem članom SPV-ja tudi detaljno ureditev tega prometa potem, ker ti bi zdaj nekaj zopet povedali na pol, bi bil lahko tudi nefer. Tako da bomo počakali, da bo stvar zaključena in bomo potem, tako kot bo projektirano, tudi dali vedno vsem vam in pa tudi vsem občanom in občankam. Dosti pomislekov je, da bi tu ta trg čisto zaprli, kar vsekakor jaz glede na to na izkušnje, pa glede na to, koliko smo že se ukvarjali s tem lahko razmišljamo kasneje, zdaj bi pustili takšen promet, ko teče, se pravi znak, ki ga vidite pred to našo občino na desni, se pravi mimo Vaške kavarne, bo slepa ulica, prepovedan promet z napisom za stanovalce. Tako da mi ne bomo zdaj delali nekih fizičnih preprek, nekateri so predlagali, da je fizične prepreke, potem pa sem druga vprašal, tako da to zdaj je stvar tako, ne pač nekdo se pogovarja, nekdo reče, nekdo je rekel, zakaj imamo tam zadnji ta otok, zakaj nimamo tam tudi asfalta, to so varnostne zadeve, tako da vsakemu ne moreš obrazložiti, zakaj je to tako, mi imamo projekt, ki pač to tako predvideva in predvideva pa zato zaradi varnosti. In pa meni je posebno pomembno to, da občanom in občankam ne damo neke ovire, ker kar mene ne bilo moti je to, da zopet nekaj prepovedujemo ali pa nekaj ukazujemo, skratka, to se bo potem samo steklo in če bomo ugotovili, bodo svetniki pa sprejeli ta sklep, ali bomo tudi jaz predlagal osebno občinska prava, da tudi fizično onemogočimo vožnjo okoli Vaške kavarne. Naslednji problem, ki tu nastopi, nismo sami. To vidite, da imamo velike probleme, oziroma imajo preditelji probleme z župnijo Svete Marjete, ki pač je lastnica. In tako pač je. Se pravi, pol tega trga od občine dol, ko je naša cesta, polovico tega je lastnica Sveta Marjeta, cerkev Svete Marjete v Selnici v Dravi in vsako stvar, ki se to dogaja, je treba z njo uskladiti. Tako da vsaka stvar, ki ima vprašanje, pač poskušamo odgovoriti, tako da tudi argumentirano pač povem, zdaj bo tako, kot je predvideno, se pravi smer tega le mimo Vaške, oziroma mimo občine, bo pa šla v nasprotni smeri. Možnost, da se bo kdo peljal. Drugač glavna cesta je pa tako, smo povedali, povezovalna cesta za občino obojsmerno, parkirišča za invalide na obeh straneh, tu pa tam bo ta dva in bo tudi 6 parkirišč v tej prvi fazi narejeno, parkirišče ta glavno pa bo tudi usposobljeno s tem pač, da ne bo zakončano, zaključeno, ker smo pač morali veliko sredstev preusmeriti, glede na to, da kdo se malo poznane investicije, pa na to, veste, da je veliko teh nepredvidenih in tudi cesta tu zadnji na vzhodu naše občine je bilo treba pač odkupiti zemljišče v celoti. Mi smo planirali, da bomo odkupili samo cesto, skratka v celoti in to so ta sredstva, ki se potem pač prerasporedijo. Skratka, pričakujem v roku 10-14 dni, da bo stekel popolnoma novi promet in da bojo lahko ljudje tudi in tudi
tako ko bo to potem teklo. Tako da mislim, da bomo vsi skupaj zadovoljni, najbolj bomo pa zadovoljni vsekakor mi na občini, da bomo lahko rekli, da je neka stvar zaključena. Pričakujem pa tudi od svetnikov, da gledate s pozitivno energijo v prihodnost, saj smo kar neko stvar, ki je trajala, kar bom rekel, 25 let tudi zaključili. Ker je povedal, faza 1, 2, 3, ureditev Selnice skozi Selnico, zadnja faza je bila pred leti, ko smo zaključili tam mimo Ferroterma, zdaj pa še ta zadnja faza, ki je bila pa pogojena z odkupom oziroma z porušitvijo starega župnišča, kar je tudi pokojevalo, da smo potem začeli zadnjo delo. Skupna vrednost te investicije po predračunih po podpisani tripartitni pogodbi znaša okoli 800 000 evrov, tako da da ni to mali denar. Kar se pa občine tiče, smo pa v tem skupnem projektu uradno udeleženi z 214 000 evri, tako da, ko bo pa dejansko prišlo, pa bomo vam obvestil na naslednjih sejah ali pa v zaključnem računu ali pa v rebalansu ali pa kjerkoli, kjer bo želel, bo tudi ta podatek lahko ugotovil. Tako sem rekel, bo vzpostavljena ta povezovalna cesta in tudi vsi, ki so tu sedaj lastniki, veste, da smo v tej stavbi zraven občine, ker je tudi ambulanta, pa lekarna, pošta, kar pa stanovalci bo imeli tudi zagarantirane te svoje parkirišča. Tako, kdo bo želel, bomo tudi izbrali, kjer bi hteli imeti in tudi tam bojo za njih zmeraj rezervirana. V nadaljevanju bi mogoče povedal, da smo tudi v tem času odprli novo cesto čez Selniško grabo v dolžini približno 1,2 km in so tudi občani oziroma stanovalci tistega zaselka dali pobudo in smo tudi to uradno odprli in so oni tudi z občino vred, skratka, otvoritev je bila pred kratkim, tako da je zdaj vzpostavljena ta cesta v ravnini, ker pridemo iz gozda. Kot veste pa, da je lansko leto oziroma lani, predlani pa je ta cesto, ki smo jo asfaltirali pred 5 leti, utrgal plas in je tudi v dolžini približno 500 do 700 metrih je tudi vse popravljeno. Tako da vtili tam po domače se reče do garaže, teda zdaj zopet ta stari del, ki ga je nam narava otrgala, smo spravili v normalno stanje, tako da na tem mestu tudi lahko rečem, da je izvajalec, ki je delal zgore, tudi tu priskočil na pomoč in je istočasno tudi to rešil. Kar povem je tudi to, da smo z Direkcijo za ceste Republike Slovenije, mogoče je zdaj prva taka javna objava, da se zgodba z prečrpalno hidroelektrarno zaustavlja in z tega stališča smo mi tudi z ministrstvom navezali oziroma ali pa oni z nami skratka skupaj smo doskrat smo tudi urgirali v Ljubljano, klicali so tudi posamezni občani tam z duha, tako da, kar se tega tiče, sedaj so resno pristopili na našo pobudo, mi kot veste smo občina in pa tudi vsi ostali, mislim, da imamo njih, ne vem, 5-6 takšnih dopisov, map, slik smo jih poslali v Ljubljano na direkcijo, s katerim smo opozarjali na cesto proti Svetemu Duhu. Znano bo to, da smo ta cesta je bila grajena leta 1978 v prejšnjem stoletju in smo v zadnjih do leta 2010 ni bilo nič kaj teh večjih vlaganj v to delo, takrat smo pa kar veliki del naredili, se pravi zadnji del pred Duhom, mislim, da 2 km. V lanskem pa letošnjem letu pa tudi, kdo je spremljal, so za vzdrževalnih del kar uredili, kar veliki zalogaj ceste, se pravi, mislim, da 3 km 400, zadnji del je bil ta, ko rečemo, ko se vozimo po Avstriji, tisti ovinki tam so zdaj zrihtali in sedaj smo na podlagi teh podatkov, na podlagi tega, da smo tudi mi želeli, zahtevali, priporočali, kaj bi pač temu rekel, da se izjasnijo, kaj je s to investicijo, kajti država, direkcija se je zmeraj zgovarjala, da se za to ne dela proti Duhu, ker se bo pač to delalo takrat, ko se bo. In to, kot veste sami, zadnjih, ne vem, če ne 5-6 let so bili tu izgovori. Tako tudi izgovor za sam center Selnice, da smo ga zdaj kome reševali, ker ta obvoznica skozi center Selnice je star po projekti približno 40 do 45 let in tudi tu so se izgovarjali, da bomo dobili obvoznico. Zmeraj bolj, ko smo dobili vodovarstveno območje prve kategorije, pa je bilo jasno, da tega ne bo. In zato naprej smo potem 2010. leta zelo dobro oziroma energično nastopili proti temu, da se zgradi skozi center Selnice ta naša cesta, ki jo zdaj gradimo. Pogoj, da bomo to naredili, kot sem povedal, je Direkcija za ceste, smo naredili popis, 2 dni smo se hodili gor, direktorstvo se je ukvarjala z vzdrževalno investicijskimi deli, jaz sem se ukvarjal z investicijskimi deli v celoti, tako da smo zdaj v končni fazi čakamo na zapisnik, ker bo pač potem Direkcija za ceste povedala prioriteto. So pa vsi odseki proti Duhu
ovrednoteni, pogledani in sedaj čakamo na prioriteto, ki bomo tudi mi določili. Tako da mi smo že povedali, da začeli bomo tu dole v Bistrici, s tem, da tu v Bistrici je kao faza 0, bomo rekli, ker tam je treba tudi narediti vstop v cesto proti Duhu in tam, če bi to čakali, tam je investicija. Se pravi, mi smo rekli, da tisto preskočimo par metrov, 10 metrov in začnemo z vzdrževalnimi deli, tako da bomo poskušali preplastiti v dolžini približno 2 km drugo leto v bližnji prihodnosti, se pravi hitro izdelati vzdrževanja ta del, spodnji del. Potem so taki odseki po par 100 metrov, 200-300 metrov, ki bo jih lahko tudi vzdrževalci naredili, je pa nekaj odsekov približno skupni vrednosti oziroma dolžini 4 do 5 km, ker bo pa treba narediti projektno dokumentacijo. Kolega Slobodan bo vedel, da mi imamo dokumentacijo v hiši že mislim, da čez 20 let, taka je zastarela, tako da zdaj bo delali novo in ta prva investicijska zadeva bo tam gor tisti ovinki, ko se, bomo rekli, mi smo rekli Sibirija, ko se vrnemo v tiste ovinke, serpentine v obliki S-a, tam bo prvi izvedbeni projekt. Tako da pričakujem, se pravi, proti Duhu se bo delala cesta z sredstvom vzdrževanja, ki bo v drugem letu in v 2019 sigurno zaključena. Istočasno pa glede na izkušnje, pa glede na vse ostalo, kar se dogaja v državi, pač pričakujem v blizu letu, da pa 2 letih so dokumentacijo, v 2 letih pa tudi pričetek določenih del kot investicijskih del. Tako da, kot sem rekel, ponavljam, uradno je investicija prečrpalne hidroelektrarne na Svetem Duhu zaustavljena. Samo to je treba povedati, ker to je bil osnovni pogoj države, da smo to dali in dobili, da so potem resno pristopili k investiciji v te del ceste. Zdaj sem se malo več časa, mislim, da je to pomembno, ker imamo od nas take točke, ki so bolj splošne, zato, če boste želeli, pa da še nekaj več povem. Istočasno vam povem tudi to, da smo tako, kot veste, od Fale do Bistrice ima občina Selnica ob Dravi izdelane projekte, zopet bo koga piknil, da imamo izdelane projekte za hodnike na levih in desni strani. Potekala je prejšnji mesec recenzija, tako se temu reče, na kateri so tudi ta projekt, ki je narejen, gledamo proti Mariboru, na desni strani hodnik za pešce, pa kolesarska steza na levi strani pa samo hodnik za pešce. Tako da mi v prihodnosti bomo poskušali uskladiti, racionalizirati, bom temu rekel, ker mi zdaj kolesarsko stezo, to avstrijsko oziroma to evropsko stezo, kot veste, jo imamo že spostavljeno, tako da glede na to, da z ciljem, da se stvar sploh premakne, bomo razmislili in tudi bomo mogoče na naslednjih sejah tudi to predstavili in bomo se skupaj odločili, kako pristopiti. Skratka, recenzija tega projekta poteka in ga nismo ustavili, ampak teče naprej, ampak vemo, kako se to dogaja. Zato sem vam povedal in tudi to je občina Selnica ob Dravi plačala z našega proračuna, če ravno bi to bila državna investicija. To zmeraj ponavljam zato, ker so pač stvari, ker jih ne moremo v takem obsegu, v takem količini, kot bi mogoče vsi želeli, ali pa občani, da delamo tudi ta dela, kajti proračun naš je pač kakšen je in vse, kar delamo iz tega proračuna, se pač na drugih investicijah pozna. No, da končam in smo mi tudi zdaj naročili, iščemo ponudbe za idejne zasnove za pešpot, bomo zdaj to imenovali, od Šturma do Fale. Ker tam so tudi naši ljudje, občani in da bi tam je v bistvu ob reki Dravi nemogoče speljati, tako da se pogovarjamo in iščemo ideje na levi strani ceste, se pravi gor v bregu, da bi tam uspeli v bližnji prihodnosti tudi spraviti pešpot do Fale. In če pridemo do Fale, smo že v Bistrici, v Selnici. Istočasno se bomo tudi začeli pogajati, tako kot smo se zdaj na Fali, za idejno zasnovo ob reki Dravi, kot govorim že več čas, kot tudi je v planu, od Pecovega zaliva do Ruškega mosta in če to združimo, smo zopet povezali vso zgodbo. Kar se pa tiče kolesarske steze, pa pešpoti od Brestenice do Selnice pa tudi tečejo razgovori. Smo imeli 2 sestanka na krajevni skupnosti Brestenica, ki vsekakor je ena zelo aktivnih velikih, ampak ko smo pa potem navezali stike z Mariborsko občino, pa iz neznanih razlogov, skratka, so te razgovori trenutno zastali, vemo pa, da so tudi idejni projekti, tako da Mariborčani, oni bi naredili svojo cesto do približno tam, ko je tisti potok, ker se občina Selnica prične, naprej pa mi tudi ob reki Dravi bomo poskušali speljati pešpot. Teda to je tudi naš cilj. Povedal bi še pa tudi, glede na to, da imamo v Selnici grad Viltoš, tudi potem ena točka na dnevnem redu, ampak zdaj bi izkoristil to mojo uvodno predstavitev, da je bila v nedeljo
predstavljena knjiga o gradu Viltuš, ki je pokojni Vavra, Rajmund začel, potem so bili avtorji tudi Lampret, Rajmund isto, oba ista imena, pa potem Danica Prše s Fale. In ker je gospod Rajmund je pač predčasno umrl, so zdaj oni malo zavlekli, ta knjiga je pa zdaj zagledala luč sveta in moram res reči, da vsi, ki so bili pristojni tudi od drugot, podajo je vodil gospod Stane Kotutar in je bila dvorana v kletnih prostorih polna. Tak polnega še ni bilo, tako da smo res pozitivno presenečeni, da se jih je toliko zvalo, tako da vemo, kakšna je zgodovina tega grada Viltuš in da bo tudi prek turističnega društva pa bo tudi knjigo se dalo kupiti, ker tudi oni so bili pobudniki te zgodbe, ker veste, da je bil gospod Vavra kar nekaj let predsednik turističnega društva, tako da knjiga je pred nami, občina Selnica ob Dravi je tudi, če ste spremljali proračun, v lanskem ste sprejeli skupaj z predlogom občinske uprave in župana, da bomo delno sofinancirali knjigo in bomo mi te knjige, zbornike, kakokoli že imenujete, tudi imeli na občini in bomo lahko dali kakšnemu osebi od drugot, da bo videl, kakšna je zgodovina našega grada Viltuš. Toliko za enkrat, pa uspešno delo. Hvala lepa, župan, za izčrpno poročilo. Končujemo s tem 4. točko in prihajamo na 5. točko. 5. točka se imenuje. In sicer pravila za izvolitev predstavnikov občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta. Prosim poročevalko Nado Helcl, da nam predstavi omenjeno gradivo. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot veste, je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije z odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet razpisal splošne volitve v ta svet. Od 40 članov državnega sveta je 22 predstavnikov lokalnih interesov. Splošne volitve teh 22 članov bodo v sredo 22. novembra 2017. Roki za izvedbo splošnih volitev v državni svet oziroma roki za volilna opravila so po odloku začeli teči z 14. septembrom 2017. Volitve članov državnega sveta so posredne in se izvedejo skladno z določbami zakona o državnem svetu, katerega prvi del ureja postopek volitev. Lokalne skupnosti, elektorje, to so izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in kandidate, izvolijo po lastnih pravilih. Zato smo tudi v skladu z tem zakonom o državnem svetu in pa statutom občine predlagali sprejem pravil za izvolitev predstavnikov občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega sveta in pa za določitev kandidata za člana državnega sveta. Sama pravila določajo postopek kandidature za elektorja in kandidata za člana državnega sveta in postopek izvolitve. Moram povedati, da smo mi ta pravila podobna sprejeli že v leto 2012, vendar so veljala za takratno volilno leto, ker so bili tudi nekateri datumi navedeni v členih, ki se nanašajo na takratni rokovnik. Zato smo te datume tudi izbrisali in smo pač na novo napisali pravila za izvolitev naših predstavnikov. Moram pa opozoriti še, tukaj v 1. členu je prišlo do ene napake, ker sem razmišljala o lokalnih volitvah. Ne gre za 7. volilno enoto, ampak za 4. volilno enoto. Hvala lepa. Hvala. Na omenjeno vsebino odpiram razpravo. Koliko razpravljalca ni. Prehajam predstavitvi predlog sklepa in glasovanje. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme pravila za izvolitev predstavnikov občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno, hvala lepa, soglasno potrjen. Prehajamo na 6. točko
in sicer spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi, skrajšan postopek. Prosim poročevalko Darjo Slevnjak, direktorico občinske uprave, da nam predstavi vsebino. Lep pozdrav vsem. Torej, pred nami so spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki je bil strani občinskega sveta potrjen v zadnji verziji leta 2014, vendar je v 39. členu zelo nasplošno opredelil, da se cene oblikujejo v skladu z uredbo o metodologiji določanja cen javnih gospodarskih služb. In je bilo to v bistvu premalo z vidika tega, da je lokalna skupnost tista, ki določa cene, oblikuje cene in izvaja nadzor, in ker morajo naši akti biti normativno dovolj dobro usklajeni z državno zakonodajo, smo tudi na priporočilo Računskega sodišča morali uskladiti ta naš odlok z konkretnejšimi vsebinami na ta način, da jasno opredelimo, kaj je javna gospodarska služba, kaj so posebne storitve, kaj so pooblastila in katera so, in kako je z prekomerno rabo vode, ki v bistvu spodbuja ljudi z določenimi ukrepi, opredeljenimi v naših aktih k racionalni rabi te dobrine, ki je po zakonu oziroma ustavi pravica vseh državljanov. Zato smo z temi spremembami in dopolnitvami odloka dopolnili v 20. členu obstoječi odlok z definicijo, kako se ravna pri prekomerni porabi vode, in potem v 28. členu določili, kako se zagotavljajo sredstva za rabo vode iz hidrantov. V 29. členu opredelili natančneje, kar sicer v praksi izvajamo, da se sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja zagotavljajo iz proračuna občine, ker se morajo tako, namreč ni dovoljeno, da bi se ta sredstva vključevala v ceno vodarine, ki jo občani plačujemo. In v 39. členu smo potem tudi natančneje opredelili, kako se definira cena, kateri so elementi ceni, kako se izvaja nadzor na ceno, kako se obračuna vodarina, kako se obračuna omrežnina. To pomeni, katere stroške izvajalcev te javne gospodarske službe priznavamo, da jih vključuje v zaračunano vodarino in omrežnino, ki sta prikazani na položnicah, ko jih dobimo za plačilo. Poleg tega je tudi opredeljeno, kaj je s posebnimi storitvami, katere so, kajti to so tržne storitve in je pomembno, da jih opredelimo in z izvajalcem javne gospodarske službe naprej dogovorimo, katere so, in da se ne smejo zaračunavati v stroške omrežnine. Tudi za subvencije nismo imeli v prejšnjem odloku določeno, katere so in kako jih lahko, oziroma za koga jih lahko občina se odloči plačevati. Poleg tega pa smo dodali še javna pooblastila v 9. poglavju, kjer smo v 40. členu dodali javno pooblastilo, ker ni bilo zapisano za vodenje katastra. Tudi to so vsebine, ki jih ne smejo zaradi opravljenega dela kalkulirati v vodarino. In s tem smo s detaljnimi definicijami, kako se tem stvarem streže, normativno uskladili naš zakonodajni akt z državnimi. Posledice na proračun se bodo pa poznale v smislu tega, da je treba imeti posebne proračunske postavke, kjer se jasno vidi, da za podeljena javna pooblastila zagotavljamo sredstva, če smo jih podelili izvajalcu iz proračuna. In to pomeni, da niso vključena v ceno, ki jo on po metodologiji potem oblikuje za plačilo vodarine oziroma omrežnine v tem primeru. Hvala. Hvala lepa, rektorica. Točka je bila obravnavana na statutarno-pravni komisiji in na odboru za gospodarstvo. Prosim stališča statutarno-pravne komisije
da jih nam poda predsednik Tomislav Slivnik. Lep pozdrav še z moje strani. Pravkar predstavljene spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi je obravnavala tudi statutarno pravna komisija in jih seveda po skrajšanem postopku predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala. Prav tako prosim predsednika za stališče odbora za gospodarstvo, gospoda Slobodana Tataloviča. Lep pozdrav. Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval to točko dnevnega reda in sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo je obravnaval spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem po skrajšanem postopku. Hvala. Odpiram razpravo na omenjeno vsebino. Prosim, gospod Fras. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi se na 20. člen odloka in sicer, ko smo sprejemali že odlok in na 8. členu in ki smo govorili o porabi vode na posameznika 1,2 kubika pitne vode na dan. To sem utemeljil s tem, da je teh 1,2 kubika na osebo, ki se tiče zlasti tistih, ki niso vezani na vodomer. Pokazalo se je, da je približno porabe 60% te naprej določene cene. Zdaj razlika, če je razlika 40%, kam tisti procent, ali to gre za izlitje vode oziroma na same izgubi vode, potem je problem upravljavca, zakaj je temu tako. In če danes kjerkoli svetnika poprašam, ali porabi njihova družina, vsaj v našem primeru 6x 3,6 kubika, bi morali mi porabiti 20 kubikov in nekaj več. In sem prepričan, da niti eno gospodinjstvo ne porabi toliko, koliko ima članov v gospodinjstvo. Niti približno. In mi 1,2 kubika se potem vleče ne samo na porabo v tem delu kot plačilo, ampak se 1,2 kubika vleče tudi ali pa obremenjuje obremenitev okolja. Skratka, mi plačujemo nekaj, kar ne porabimo. Ampak je tu cena, ki smo jo nekoč, jaz bi rekel, pač nekako bolj na pamet. In zdaj, ker pač to sprejemamo, bi jaz predlagal, da se temu primerno tudi ta kubitura na porabo posameznika tudi zniža. Zdaj ne moram reči koliko, prepričan pa sem, da bi se, če rečemo 1000, 1, oziroma okrog 1 kubik, bi bila približno koliko to korektna cena. To je, jaz zdaj pač bi pri tem odlok, ki je pravzaprav se zdaj tu usklajuje, bi predlagal, da pri tem 8. točki nekako spremenimo porabo, kajti ta poraba je prevelika. Obračunana kot prevelika poraba in dejansko take porabe ni. Hvala lepa. Prosim, gospod direktorica, da posredujete odgovor. Glejte, pri nas v občini imamo itak vodomere, ki se sproti odčitavajo. Te podatke, ki smo jih vnesli v odlok, so standardni podatki, ki jih lahko pridobimo iz Statističnega urada Republike Slovenije in smo jih uporabili zato, ker je to v skladu z zakonodajo, kjer v 4. členu Zakona o gospodarski javni službi za področje pitne vode lepo piše v zvezi z
mogoče pa celo v uredbi, to se opravičujem, nisem zdaj sigurna, zagotovo pa v 4. členu. Ko se definira prekomerna raba vode, se definira, da je to več od normirane porabe vode. Normirana poraba vode je v bistvu tista, tudi ko se vidi, ko se da iz vodomerov očitati, koliko mi porabimo in je neko povprečje v celoletnem nivoju, ker prekomerna raba vode se na letnem nivoju ugotavlja. In ti podatki se potem vzamejo kot standard, tako zakonodaja naroča, če se jih ne da odčitati, potem jih vzameš zadnje, uradne statistične podatke, ki so preko SURS-a dostopni. In to so ti. Mi smo pa isto kot pri kanalizaciji, ko ste rekli, že tudi ugotavljali, da pri nas v Selnici je itak manjša od tega slovenskega povprečja. In je to pol stvar dogovarjanja med nami, ko smo lastnik našega omrežja in izvajalcem gospodarske službe, kako bomo definirali to nivo prekomerne oziroma normirane porabe, kadar ugotavljamo kakšno prekomerno porabo, ki je zaenkrat v naši občini, kot veste, tako mi je zagotovil tudi izvajalec te javne gospodarske službe, itak nismo beležili. Gre pa zdaj, ker smo dejansko zapisali standarde po zakonodaji, je tak, če ne moš eksaktno očitati, kar pri nas lahko, tistih, ko pa nimajo vodomerov, pa ne, se vzame najmanj standard, ki je po uradno dostopnih evidencah dostopen. Zato smo te stvari zapisali v odlok na ta način. Gospod Fras, je zadovoljivo? Hvala. Razprava je še vedno odprta. Prosim. Jaz pravzaprav take pravilnike pozdravljam, ker gre za osveščanje varovanja okolja. Dosti krat smo pač ljudje toliko nedisciplinirani, da nas mora tudi po želji poudariti takrat, ko začnemo o tem razmišljati, ampak bi pa mogoče samo v razmislek, ko bomo sprejemali naslednji občinski proračun, razmislili mogoče tudi o možnosti, da bi občina omogočila našim občanom sofinanciranje ali pa neko finančno spodbudo za namestitev zbiralnikov za dežavnico in potem priklop le-teh na obstoječo vodovodno napeljavo v objektu, kjer bi to deževnico uporabljali, ne vem, za splaknevanje stranišč, za pranje perila in s tem bi v bistvu tudi znatno zmanjšali porabo pitne vode. Hvala. Še se kdo priglasi k razpravi? Vekoliko ne, zapiram razpravo in prihajamo k predstavitvi predlaganega sklepa. Predlog sklepa je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjeno. Najlepša hvala. Prehajamo na 7. točko. 7. točka se pa glasi: spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi, skrajšan postopek. Prav tako prosim poročevalko, direktorico Darjo Slivnjak, da nam poda vsebino. Torej, to je naslednji odlok, ki je bil sicer v letošnjem letu sprejet v naši občini, ki se tiče javnih gospodarskih služb varovanja okolja in je v segmentih določanja in nadzora cen bil malo preskromno opredeljen, zato ga zdaj za temi spremembami in dopolnitvami dopolnjujemo in spet z vsebinami jasno razmejujemo, kaj je javna gospodarska služba oziroma upravljanje storitev javne gospodarske službe, kaj je tržni del, katere so posebne storitve, kateri so elementi cene, ki se vidijo tudi na položnicah, ker je to pristojnost lokalne skupnosti, da definira izvajalcu te javne gospodarske službe, kako se določajo cene in kako se nadzirajo cene. Zato smo v 8. poglavju cene storitev javne službe v 36. členu obstoječega odloka dopolnili poglavje, kjer se oblikujejo cene in zapisali, da se oblikujejo v skladu z 5. členom uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb in da jo morajo dati pristojnemu občinskemu organu v potrditev, kar mi sicer izvajamo, kot veste, ker ste že velikokrat ali pa vsako leto obravnavali elaborat javnih gospodarskih služb ali za vodovod ali za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, predvsem obvezno takrat, kadar so cene obračunane in potrjene odstopale za več kot 10%, dostikrat pa tudi samo informativna, kar po zakonu niti ni obvezno. Izvajalec je torej obvezen enkrat na leto pripraviti elaborat, da poroča ministrstvo, s tem tudi lokalni skupnosti, ki mu je podelila izvajanje te javne gospodarske službe z koncesijo, recimo pri nas. Natančno so opredeljeni elementi cene, ki jo tudi vsak od nas vidi na položnici, ko jo dobimo vsak mesec. V 36. členu odloka iz leta 2017 smo tudi tukaj eksaktno zapisali, katere stroške pri izvajanju storitev in katere stroške pri omrežnini izvajalcu dovoljujemo, da jih vkalkulira, ker tako zakonodaja narekuje v model po metodologiji za oblikovanje cen. Opredelili smo, kar v prejšnjem odloku nismo, katere so tiste posebne storitve, ki jih lahko v dogovoru z nami izvajalec te javne gospodarske službe trži, kako je z subvencijami, da so sredstva opredeljena kot potrebna za izvajanje javnih pooblastil, spet vezano na kataster, zagotovljena v proračunu občine vsakoletno, in s tem v glavnem odpravili tiste pomanjkljivosti v pomembnih dogovorih vnaprej z izvajalcem javne gospodarske službe, ki v našem odloku morajo biti zapisane in to v skladu z državno zakonodajo. Hvala lepa. Točka je bila obravnavana na statutarno-pravni komisiji, kako tudi na odboru za gospodarstvo. Prosim predsednika Tomislava Slivnaka, da nam poda stališča statutarno-pravne komisije. Torej, statutarno-pravna komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi po predlaganem skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku. Tako, prosim predsednika odbora za gospodarstvo, da nam poda stališče. No, tudi odbor za gospodarstvo predlaga spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Odpiram razpravo na vsebino 7. točke današnje seje. Koliko razpravljalcev ni, razpravo zapiram in predstavim predlagan sklep, ki se glasi sledeče. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno, najlepša hvala.